Spoštovani, spoštovane, sledi slovesnost podelitve in razvitja praporske zastave intervencijskega voda teritorialne obrambe Brežice. Po zboru intervencijskega voda nam bo spregovoril nekdanji načelnik 25. območnega štaba teritorialne obrambe, gospod Mitja Teropšič. Na levo podaj. Mir, no. Na mesto, bolj. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Kraji, kjer so potekali boji, tako imenovana bojna polja, so posebna in sveta mesta za samostojne narode, ki se zavedajo svoje zgodovine in ohranjajo spomin na dogodke in na tiste, ki so žrtvovali svoje življenja za njihov obstoj. Tako je tudi v Sloveniji in v občini Brežice. Rigonce so tak poseben kraj za Brežičane in tudi širše, ter posavske teritorialce, saj je tu za obrambo domovine dal življenje naš sobojevnik Jernej Molan, in teritorialci smo se prvič borili za oklepno enoto Jugoslovanske ljudske armade, ki je stopila na slovensko zemljo. Večkrat poslušamo prerekanja o tem, kdo je večji domoljub. Seveda v mislih imam politike. Zato mi dovolite, da povem kratko misel ali trditev, v katero globoko verjamem. Domoljubje se dokazuje z dejanji posameznikov, in to takrat, ko je to potrebno, in ne z praznimi frazami tistih, ki naštevajo, kaj bi, ali celo, kaj se mora narediti za domovino, ko to ni potrebno. Teritorialci in miličniki smo leta 1991 z dejanji dokazali ljubezen do domovine, zato se lahko danes in moramo oglasiti in kritično lahko rečemo, bodite tiho. Na prijaznem vabilu za udeležbo na spominsko slovesnost, ki smo ga prejeli od župana in občine Brežice, je omenjena tudi podelitev in razvitje praporske zastave intervencijskemu vodu teritorialne obrambe Brežice, katerega pripadnik je bil tudi padli bojevnik Jernej Molan. To je priložnost, da nekaj besed spregovorim o bojni enoti, o bojni poti enote. Navdih mi dajejo ti možje v postroju in danes v zrelih letih, ki so v času osamosvajanja Slovenije pokazali hrabrost in pogum in v boju dokazali ljubezen do domovine. Hvala jim. Bojna pot intervencijskega voda. Začela se je 27. novembra 1990 z oblikovanjem enote v Brežicah v Domu teritorialne obrambe, ko so vsi člani te enote prejeli oborožitev in bojno strelivo in jo oboje odnesli domov na hranjenje. Že samo ime pove, enota je bila namenjena za intervencije. Že v decembru je bila dvakrat, celo trikrat poklicana z mobilizacijo in zbrali so se v 2, najkasneje v 3 urah in zavarovali občinsko vodstvo na lokaciji, kjer je tudi sedaj. Večkrat so bili v pripravljenosti zaradi možnosti, ki jih je napovedovala Jugoslovanska ljudska armada, da bodo odzeli evidence oziroma kartone vojaških obveznosti in podobne zadeve. Najpomembnejše pa je, da je bila poslana v boj v Rigonce 27. v večernih urah. Boj je bil zelo kratek, vendar učinkovit
Nažalost, zaradi sosedov, ki so takrat odprli barikade, ki smo jih imeli na reki Sotli in na cestah, je prišlo do tega, da je morala enota sprejeti boj iz premika. To je najtežja vojaška naloga, ki jo lahko enota, predvsem pehotna, dobi in jo mora izpeljati. Enota je bila v času vojne večkrat angažirana in uporabljena za zelo pomembne naloge. Razformirana je bila v mesecu juliju, nekje v sredini, ko se je praktično vojna tudi končala. Kratka, vendar zelo učinkovita in pomembna bojna pot intervencijskega voda je bila s tem zaključena. Dovolite mi, da še nekaj besed spregovorim o vojaških simbolih in o njihovem pomenu. Vojaški simboli so bili vedno pomembni v bojih pri delovanju vojnih enot skozi vso zgodovino. Nekateri praporščaki so celo s svojimi dejanji, ko so bojne zastave nosili v prve vrste, dosegli, da so enote zmagovale in premagovale nasprotnika. Vsa ta leta, ko je delovala teritorialna obramba od 68. pa do leta 91, praktično znotraj oboroženih sil Jugoslavije ni imela svojih simbolov. Vsi simboli so bili nekako skupni za obe oboroženi komponenti. Tudi teritorialna obramba leta 1991 je bila v vojni prikrajšana za simbole, ki bi pomenili večjo bojno moč in večjo učinkovitost teritorialne obrambe. Najpomembnejši naš simbol je bil državna zastava, ki smo jo dobili v začetku vojne, z grbom že prava državna zastava, in v Brežicah sta bili le dve. Ena je bila dvignjena pri Kosah, druga je pa bila na poveljstvu našega štaba, ali v Brežicah, ali pa na poveljniškem mestu v Sromlah. Prikrajšani smo bili tudi za oznake in čine. Uspelo nam je, da smo dobili takrat nove bojne uniforme, le za intervencijski vod, za pogreb Jerneja Molana in za protidiverzantski vod, ki je izstrelil častno stražo. Bojne zastave so bile podeljene po vojni 20. novembra le pokrajinskim štabom, in to na slovesnosti na letališču v Cerkljah 20. novembra 1991 in 11 let kasneje območnim štabom v Ljubljani. Vse ostale enote so ostale brez teh osnovnih vojaških simbolov. V Posavju je od današnjega dne to nekoliko drugače. Podelili bomo praporsko zastavo intervencijskemu vodu in v naslednjih letih tudi vsem ostalim enotam, ki so dobile od skupščine oziroma od občine Brežice domicil. V občini je spomin na osamosvojitveni čas in vojno poseben, tudi zaradi posluha župana Ivana Volana, teritorialca iz leta 1991, vodstva občine Brežice in skrbnega dela območnega združenja Brežice. Dokaz za mojo trditev so te tradicionalne spominske slovesnosti v Rigoncah, pomniki po občini, obelisk zmage, spominski pohod po poteh brežiških teritorialcev in nenazadnje domicil, ki ga je občina dodelila, za kar nam je v posebno čast. Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil županu in sicer prejšnjemu občinskemu svetu za podelitev domicila in redno letno pomoč za dejavnost enot, ter tudi območnemu združenju Brežice, pokrajinskemu odboru Zveze veteranov in Zvezi veteranov za vso dosedanjo delo in pomoč. Družina Molan. Praznični dnevi imajo za nas povsem drug pomen kot za večino Slovencev.
Za nas so to dnevi preživetja z bolečino ter spominom na naše očete, može in sinove. Jasmina, citiral sem tvoje besede, ki si jih izrekla pred dnevi na sprejemu pri predsednici republike. Vem, da tebi in družini ne bo v veliko tolažbo, vendar vedite, da je zame osebno, Jernejeve sobojevnike in posavske teritorialce spomin na njegovo smrt v juniju vsako leto še vedno živ in hkrati tudi boleč. Za vse, ki smo bili takrat na položajih, je Jernejeva smrt pomenila šok in streznitev, da se je dejansko vojna začela. V 30 letih bomo bojni enoti, ki je prva v Posavju sprejela boj za oklepno enoto JLA, podelili praporsko zastavo. Poveljnik, prosim, da daš pozdrav zastavi. Za zastavo častni pozdrav! Prosim, gospod župan in vojni poveljnik, polkovnik Ernest Breznikar, da mi pristopita. Potem še na levo kliciti, na levo kliciti. Predajam vam praporsko zastavo v zahvalo za vaša bojna delovanja v vojni leta 1991. Nosite jo ponosno in visoko, dvignjeno. V spomin napadlega sobojevnika Jerneja Molana, na vse pokojne teritorialce vaše enote in po celi Sloveniji in v spomin na bojno pot vaše enote. Počaščeni smo, hvaležni in ponosni, da smo prijeli to zastavo. Obljubimo, da bomo ponosno tudi nosili. Hvala. Za kola! Za samostojno Slovenijo! Na mestu odmor! Polkovnik Teropšič se zahvalil vsem, ki so pomagali ohranjati tradicijo in spomin na leto 1991. Jaz pa bi se rad pred svojo enoto in pred svojo javnostjo zahvalil polkovniku Teropšiču za vse, kar je sam naredil za ohranitev
spomina na tista leta. Poleg vsega tega, kar je naštel sam, smo postavitev obeležij, pa te zastave in vse te zunanje znake, je napisal v ta namen tudi več knjig. Mislim, da je naredil ogromno, da bi se spomin na dogodke v teh krajih ohranil za vse čase. Torej, še enkrat, najlepša hvala, polkovnik Lovšič, in hvala mi. Mislim pa, da je pri nastopu tudi čas, da bi polkovnik Lovšič dobil za vsa svoje prizadevanja, 30 let prizadevanja, tudi kakšno uradno priznanje. Spoštovani, na tem mestu, ob tem spomeniku bojem in borcem za svobodno domovino, se zbiramo leto za letom in izkazujemo čast našemu občanu in borcu Jerneju Molanu ter vsem žrtvam vojne za Slovenijo. Spominu na borca se bodo s položitvijo venca poklonili delegacija občine Brežice in delegacija veteranskih organizacij, predstavniki območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice in intervencijske enote teritorialne obrambe Brežice, Združenje borcev za vrednote NOB Brežice, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje in Združenje slovenskih častnikov Brežice. Mirno! Slovenija in polna upanja ter pričakovanj vstopila v samostojnost. Vendar je bilo praznovanje Slovenk in Slovencev, ki so dočakali uresničitev stoletnih sanj, grobo prekinjeno zvoki siren in orožja. Zjutrom je prišlo kruto spoznanje, da slovenski narod že tretjič v 100 letih krvavi in umira v boju za svojo domovino. Čas naglo mineva, z leti vse hitreje in hitreje. Tako nam kot državi Sloveniji, domovini, za katero je bila prelita kri naših ljudi,
Zato se vračamo na to mesto leto za letom, zaradi spominov in spoštovanja. Da v preobilju vsakodnevnih skrbi ne pozabimo, kako je bila izbojevana naša samostojna država. Da ne pozabimo tistih, ki so z največjo žrtvijo odlakovali našo pot v svobodo. Tistega dne, pred 32 leti, 27. junija 1991, so bili z borcem Jernejem Molanom pripadniki intervencijske enote teritorialne obrambe Slovenije pod vodstvom Antona Marolta. Tudi danes so tu, so z njim in mu namenjajo častni pozdrav. Intervencijska smerno, na levo. Osamosvojitvi ta junijski večer združeni v spominih na Jerneja Molana. Na moža, očeta, prijatelja in soborca, ki se je odzval klicu domovine in jo je bil pripravljen braniti do konca. Živeti v lastni državi, kjer narod sam odloča o svoji usodi, ni samoumevno. Ceno za naših 32 let življenja v svobodi so žrtvami plačali posamezniki in njihove družine, kjer skozi leta z njimi ostaja boleča praznina. Spoštovani, spoštovane, spregovoril bo gospod Ivan Molan, župan občine Brežice. Cenjena družina Jerneja Molana, spoštovani soborci intervencijskega voda teritorialne obrambe, poslanka Državnega zbora Nataša Avšič-Bogovic, spoštovani krajani, krajanke, gospe in gospodje. V dnevu državnosti, ki smo ga obeležili že 32. leto, se spominjamo dogodkov in ljudi, ki so bili leta 1991 odločilnega pomena za ohranitev naše samostojne države. Pred več kot 3 desetletji smo Slovenke in Slovenci združeni uresničili tisočletne stare sanje našega naroda o samostojni državi. Mlado domovino smo morali braniti z orožjem in obranili smo jo za ceno življenj naših ljudi. Eden od njih je bil tudi naš občan Jernej Molan, ki je dal za svobodo največ, kar je lahko, svoje življenje. Veličina države in naroda se meri tudi po tem, kako ohranja spomin na dogodke in ljudi, ki so zaslužni za svobodo in za suverenost. V lokalni skupnosti se tega zavedamo, zato vsako leto pripravimo spominsko slovesnost ter redno zagotavljamo sredstva za delovanje in programe veteranskih organizacij, ki skrbijo tudi za spominska udeležba. Ponosen sem, da ste v naši občini ljudje, ki vse od preloma leta 1991 čutite skrb za ohranjanje spomina in zvesto sodelujete pri oblikovanju te slovesnosti. 27. junija se v misli vračamo v leta 1991 in se skupaj poklonimo spominu na Jerneja Molana,
ki je kot prva vojaška žrtev padel pri obrambi naše domovine. Življenje je teklo naprej, spremenili so se kraji in ljudje, vendar spomin nam ostaja živ. Ostaja v besedah in podobah ljudi, ki so mu bili blizu. Njegov duh in žrtev živita v njegovih otrocih, njegovih vnukih. Postal je simbola za suvereno državo, opomnik nam vsem, da je bila svoboda na Slovenija izbojevana za ceno življenja. V spominu nocoj izbranih se prepletajo različne podobe Jerneja Molana, od očeta, moža, soborca, prijatelja, soseda, gasilskega in lovskega tovariša, ter navdušenega športnika. Z družine in prijatelji se veselijo razglasitve suverenosti in kot mi vsi pričakoval, da bo življenje v samostojni Sloveniji lepše in boljše. Verjeli smo, da nam neodvisnost prinaša priložnost za boljše življenje. V svetlo prihodnost mlade države je močno verjel tudi Jernej, ki ga najbližji in prijatelji brez izjeme opisujejo kot dobrega človeka dejanj, ki je bil vedno pripravljen pomagati. Kljub mladi družini ali pa ravno zaradi nje, ki jo je bil pripravljen zaščititi za vsako ceno, se je odzval klicu dolžnosti in bil s tovariši pripravljen braniti dom, družino in domovino. Spoštovani, naša dolžnost, da padlim za domovino in da njihovim svojcem je ohraniti spomin in zavest, da samostojnost in neodvisnost slovenskega naroda niso sta samoumni. Mladim, rojenim po letu osamosvojitve, bomo spoštovanje do dogodkov in ljudi, ki so imeli ključne vloge v vojni za neodvisnost, razgojili samo z lastnim sledom. Čas velikih preizkušenj v letu 1991 je bil hkrati čas največje enotnosti in solidarnosti našega naroda. Slovenke in Slovenci smo bili takrat soglasni, da želimo samostojnost in nov demokratični sistem, ki ljudi ne bo ločeval glede na verske in politična prepričanja ali svetovni nazor. Želeli smo si svobodo govora ter enakost pred zakonom. Prizadevali smo si za pravičnost države in družbe, boljšo od nekdanjega režima. Želeli smo si spodbujati okolje za vse, ki želijo ustvarjati in vse razvijati. V preteklih 30 letih se je spremenilo veliko stvari. Spremenil se je družbeni sistem, gospodarstvo, pa tudi vrednote in pričakovanja ter želje ljudi. Spremenili smo se mi. Slovenija je v letih samostojnosti dosegla veliko in postala enakopravna članica mednarodne skupnosti. Razvoj države je spodbil tudi razvoj lokalne skupnosti. V naši občini Brežice smo lahko ponosni na vse, kar smo dosegli. Predvsem pa smo z investicijami in programi prispevali boljšemu kakovosti življenja vseh občank in občanov in to počnemo še danes. Enotnost in povezanost sta nujna za obstoj in razvoj skupnosti. Saj ločevanje in delitve ne prinesejo nič dobrega, kot smo se lahko naučili iz pretekle zgodovine. Pred nami, pred našo državo, Evropsko unijo in svetom so številni izzivi, na katere bomo morali odgovoriti kot posamezniki in družba. Pozabili smo na to, da je vsak od nas odgovoren za boljše življenje in da smo združeni močnejši kot razdeljeni. Pozabili smo tudi biti hvaležni, da imamo lastno državo, ki ji mnogi, tudi evropski narodi, nimajo, kljub temu, da živijo v demokraciji le kot mi. Zato nikoli ne sme biti dvoma. Odločitev za suverenost je bila edina pravilna in nujna za preživetje našega naroda. Od 25. junija 1991 si Slovenci sami izbiramo svojo pot in pišemo svojo usodo. Cena samostojnosti je bila visoka, zahtevala je življenje. Danes se spominjamo Jerneja Molana in vseh žrtev osamosvojitvene vojne, vseh ranjenih in vsem borcev za svobodo, ki so se v teh letih poslovili. Hvala vsem, ki skrbite, da spomin na leto 1991 in branitelje domovine ostaja živ. Vsem, ki hranite spomin na borca Jerneja Molana, ki je za domovino in svobodo nas, ki smo tu, dal največ, kar je imel, svoje življenje. Poklonimo se spominu nanj za minuto molka.
slava njegovemu spominu. Preživeti, začeti s kraja. Pa kaj za to, če svet ni raven? Pač bo, kar bo in nekaj zraven. Za sina to ne palček. Jernej Molan je leta 1992 posmrtno prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Občinski svet občine Brežice mu je ob 30. obletnici samostojnosti posthumno podelil naziv častnega občana občine Brežice v priznanje in zahvalo za izjemne zasluge pri obrambi domovine. In vsem žrtvam osamosvojitvene vojne za naših 32 svobodnih let v samostojni Sloveniji. Hvala vsem, ki prihajate počastiti spomin nanje. Ja, okay,